Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Evo Pavli smo napovedali in Eva Pavli je prišla. Lep pozdrav in dobro jutro. Živja, dobro jutro. Pripravljena na podvig, na koncert, na vse skupaj? Jaz mislim, da ja. Najprej sva dolžna seveda poslušalkom in poslušalcem, ki te morda še ne poznajo. Slišali so že glasbo pri nas, seveda, ampak težko včasih povežejo z imenom. S čim vse se ukvarjaš? Kdo je Eva Pavli, če bi se morala predstaviti, recimo? Bom probala na kratko. Sem umetnica, sem glasbenica, sem pevka, sem slikarka, tako da delam v bistvu različne stvari. Zadnje čase predvsem glasbo. Sicer sem študirala klasično petje, ampak evo, danes se predvsem v popu najdem in delam alternativen pop. Se pravi, vizualno in auditivno kombiniraš, ne? Ja, to se mi zdi tako še en moj bonus, da sama delam svoje stvari. Še bolj lahko v bistvu povem, kdo sem, pokažem, kdo sem, kaj čutim in vse to nekako zapakiram tako po svoje. Odločila si se in prijavili ste se na razpis Standouts 2024. Ena izmed 3 zmagovalk oziroma zmagovalcev. Priložnost za nastop na main stageu, priložnost za promocijo, snemanje skladbe. Kaj je bil tisti glavni drive, recimo, in razlog za prijavo? Jaz mislim, da kar vse to našteto. Definitivno, predvsem mi je pomembno, da pokažem svojo glasbo, ker se mi zdi, da je dobra. Sicer to se vedno sprašujem, verjetno vsak glasbenik za svojo glasbo prav, da je dobra, pa misli, da je. Ampak bojo poslušalci sami presodili. Drugače pa ja, mislim, da v Sloveniji ni veliko platform, kjer se lahko glasbeniki predstavimo in pokažemo. Tako da se mi zdi to zelo pomembno, da take stvari počnete, da to organizirate, ker ja, se mi zdi, da nam zelo pomagajo in koristijo. Ja. Glasba, avtorska glasba. Ti si izključno nekako avtorica, tako glasbe kot besedila ali kaj še kombiniraš? Oboje, ja. Načeloma sem začela tako, da sem v bistvu prosila tudi, Zalo Niža Zajc, recimo mlado pesnico, da mi je spisala besedila. Potem sem pa videla, da v bistvu tudi sama, da mi še kar dobro to gre, tako da načeloma zdaj sama pišem in besedila in glasbo. Hugotu, mojemu producentu, pomagam tudi pri produkciji, ponovadi greva, včasih delava z nule, včasih že pridem z kakšnim demo posnetkom, pa narediva potem v bistvu skupaj. No, v sklopu našega natečaja je bila izdana potem pesem S tabo, ta je bila v sodelovanju. Sicer načeloma tudi sodeluješ z drugimi glasbeniki, je to nek poseben izziv, ali je to recimo tista, češnja na torti, da je malce drugače, da je malce bolj sveže, recimo? Ta komad je bil v bistvu napisan za poročno darilo S tabo, ki ste ga potem tudi izbrali. Je pa postal duet, tako da se mi je zdelo, da je Milo 27 zelo lepo paše na ta komad. Danes ga žal ni, ful škoda, ker je mogel službeno nekam iti, ampak ja, ta komad je ratal v bistvu čist nekaj drugega, kot je bil na začetku, ampak to se mi zdi lepota tega našega poklica pa delanja glasbe, Vse skupaj je seveda dosti zanimivo, ker lahko pokombiniraš tako s plesom kot vizualijami, ne? Te 3 reči so pri tebi zelo povezane, ne? Ja, plesavka sem bila v bistvu bolj v preteklosti, zdaj samo še rada plešem, tako da evo, svoje nastope malo tudi odplešem. Ja, in to je to. Dobro, da malce predahneva. Za začetek prva po glasbenem izboru Bon Iver, Hejma. Bon Iver, ja, to je v bistvu en mojih najljubših glasbenikov, ki ga občudujem zaradi tega, ker je toliko izpopolnil svoj odrski nastop in nasploh svojo produkcijo in mi je tudi ful všeč, kako sodeluje tudi z različnimi glasbeniki. Se mi zdi tudi to zelo pomembno, to, kar si že prej omenil, tudi moj komad kot sodelovanje, še več si jih obetam in ja, on je sploh en tak, ki ima, Paul Jamesa Blakea, pa ful enih artistov, ki jih jaz obožujem in občudujem na svojih platah in to je en kup enih sodelujočih, tako da je res umetnik in ta komad je nekaj posebenega, poslušala sem ga po mojem milijonkrat, imam tudi ploščo
in evo, to je moja jutranja kava, evo, Bon Iver. Da se začne, kot je potrebno. Evo, Tako. prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Eva Pavli je z nami, koncert se bo pričel ob 10:15. Skupaj si pripeljala seveda svojo, lahko rečeva, že stalno zasedbo ali trenutno zasedbo? Rečemo kristalno. Z mano je Martin Vogrin, on je kitarist na električni kitari pa v bistvu klaviaturah. Potem Žiga Petrič, bobnar, z njega poznam še iz akademije, v bistvu je bil moj sošolc, ali kako se temu reče, no ne čisto sošolc, ampak paralelka. Bobnar pa na pedih, no pa imam pa še 3 back vokalistke, Matejo, Petro in pa Viktorijo. In te bodo nekako dodale barvo tvojemu glasu ali imajo tudi kakšne svoje linije? Imajo tudi svoje linije, pa malo dodale mislim tako, vse. Prej smo nekako načela na začetku pogovora, slikanje pa petje pa vse ostalo skupaj. Si torej po poklicu samostojna umetnica, se ukvarjaš s tem, živiš od tega ali je to zaenkrat popoldanska dejavnost ali kako? Jaz sem pravzaprav slikarka, tudi po izobrazbi, ampak sem pol zelo hitro v glasbo padla. Tako da zdaj slikam nič več, razen tisto, kar je kaj za zraven, malo mogoče kaj narišem, ne vem, kakšne vizualizacije sem si tudi delala, pa kakšen cover seveda se lotam, to. Drugač pa zadnje čase živim od glasbe, dobesedno sem samozaposlena v kulturi, učim solo petje, klasično in pop petje, pa nastopam na kakšnih korpo eventih, od svojih špilov pa se veš, kako je to. Vse težko živi, tako da mogoče enkrat. No, pa sej za vsak kamenček, ne, je Kamen nekako na kamen, tako. del mozaika, ne. Ja. Zdaj kot recimo, bom rekel, gospa iz stroke, koliko si potem samokritična do recimo svojih posnetkov, ne? Joj. To zna biti kar, ne, izziv. Zna biti kar izziv. Zelo, zelo. Moram reči, da sem vedno bolj kritična do opernega petja, do svoje klasičnega opernega petja, ki ga izvajam, ker ne vem, kaj pa vem, verjetno še iz akademije so nas toliko navadili biti kritični. Imam tudi dober posluh, tako da me to tudi zelo pol baše. Pri pop glasbi pa težko dam ven od sebe komad, no tle me v bistvu imam težavo. Ampak sem se naučila, da včasih je treba pač reči, ja, zdaj to stvar je končana, konc, to je to, zdaj gre to ven, ne, v bistvu. Ampak tisti konec je potem, ne vem, datum, ki si ga zastaviš, pa rečeš, ne vem, do 20. oktobra bo komad in bo kar bo, ali tisti, ne vem, po 5. posluhu pa neham, ali kdaj rečeš, Eva, press record. Ja, čisto odvisno, načeloma si dam kar datum. Ponovadi me kar prime in si rečem, ja, zdaj moram pa dati to ven in pol dam ven. Si dam nek datum, naredimo, končamo. Sej mi tudi zelo, moj producent Hugo Smeh pomaga, ker on je zelo tako. To je to. Tako da nimam pa besede več. No, sama priprava, če se vrnemo k main stageu, vadili ste, Nekaj smo, ja. Bilo je potrebno, kot sva se izven eter pogovarjala, narediti neko set listo, ne? Pa ure plus minus nekaj minut, seveda ni tako. Kako si izbirala recimo set listo, si šla po neki dinamiki, si šla po neki letnici, po zgodbi, po čem recimo? Definitivno po neki dinamiki, tega se vedno držim, pa predvsem tudi to so novejši komadi. Imam nekaj coverjev tudi, v bistvu, ampak tudi coverji so čisto drugačni, mislim, jaz jih čisto po svoje naredim, pa prevedeni so v slovenščino, tako da to je posebnost mojih coverjev, ampak danes bomo izvajali samo avtorske komade, ki bojo v bistvu, ja, predvsem napoved moje plošče, ki jo bom izdala naslednje leto, pa nekaj starih, bom rekla, hitov, če se lahko izrazim. Če omeniva ploščo, danes nekako bolj v obliki digital downloada, morda za zbiralce kakšna vinilka, CD, kako? Ja, kako vinilka, še gledaš na to? Malce nostalgično ali kako? Vinilka, mislim tako, to so po mojem sanje vsakega ljubitelja vinilk, tako da kakšno si bi lahko prvošla. Sem slišala, da so zelo drage, tako da ne vem, kaj to pomeni, no, se nisem še s tem ukvarjala, ampak bi jo pa imela sigurno v kakšni lepi barvi. Tako. CD verjetno ne bo išel, ker imam še iz preteklosti, ko smo še s Toskabit nastopali, nimamo dobrih izkušenj. Mislim, da danes več ali manj vsi streamamo in tudi
se tudi od tega artisti nekaj dobimo. Tako da, ja. Kaj pa potem recimo pod celostno podobo veliko krat spada še kak merch, ne? Tudi to, kakšen vizualija recimo? Tudi to si želim. Zaenkrat nisem imela še nič tazga. Imela sem neke blokce, tako. To je bilo pa to. Ampak ja, definitivno mogoče kakšne grafike bi narisala. Ne, pa zdaj se lahko popravim. Ker sem imela projekt Sreči v Cukrarni, sem imela prav svojo razstavo in je bil v bistvu to moj merch, no? Moje slike. Tako da to se mi zdi zelo tako zanimiva, pa malo drugačna ideja. No, vse to recimo kombinacija, ne, kot si dejala, vizualnega in auditivnega, kar bi pri tebi lahko dejansko bilo, da je vse in-house narejeno. Ne? Ja. Če smo že pri in-house oziroma pri produkciji, videospot je potrebno omeniti, ne? Svež nov. Ja, to je videospot za pesem V krogu. Naredila ga je Suzana Juršič, pa z mojimi intervencijami. Super ekipa je zraven v bistvu sodelovala, sami mladi, nadobudni in talentirani umetniki. Je pa tak, no, zelo, naj si ga pogledajo. Malce je retro, ne? Malo je retro, ja. Vozim se v enem zanimivem avtu starmu in fante poberam in jih pol vržem stran oziroma ven iz avta fliknem. Kar je mogoče malo zanimivno, malo mogoče kontroverzno, zato ker ponavadi fantje to delajo v videospotih. Suzana si je pa zamislila, da sem jaz v bistvu ta zbirčna. No, ampak vse živimo v prihodnosti, ne? Ki jo lahko v sedanjost prelevimo tudi na takšen način. Recimo, ja. Dobro, Eva, hvala za enkrat. Zdaj te bomo pustili, da malce izkusiš skupaj seveda s člani svoje zasedbe še Mainstage oder in čez kakšne pa ure se oglasiš nazaj, pa da vidimo, kakšna je recimo predpripravna izkušnja. No, super, hvala. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Eva Pavli, še enkrat lepo zdrav v studiu. In lep pozdrav tudi tebi. Vmes smo srečali še MK-ja, kar pomeni, da imaš danes tudi glasbene goste. Ja, v bistvu njega. Mogo bi z mano tudi Milo, ampak je šel na Sicilijo, tako da evo, danes je z mano MK. Sva tudi zelo dobra prijatelja, letos smo skupaj imeli en lep dopust, ne čisto skupaj, no, ampak smo se srečali tudi na Silbi, kamor on vsako leto hodi, jaz sem bila prvič, tako da je bilo prav lušno. Zdaj si izkusila nekako oder, niste se še popolnoma nastavili. Ja, bo treba še mečkan. Kakšen je feeling, recimo, tak dnevno-sobovski, studijski? Zelo dober, zelo intimen, prijeten, tako, mislim, da bo fajn. Kaj lahko izdaš o setlisti, kaj bomo slišali? Veliko bo enih čustev, pa na koncu bomo malo zaplesali. Ostalo naj ostane presenečenje. Lahko. V redu. Prej sem omenila, album nekako načrtuješ prihodnje leto. Tako je. Kdaj se odločiš za album pri številki komadov, pri minutaži kdaj recimo? Jaz mislim, da takrat, ko se počutiš sposobenega, da sproduciraš 12 komadov recimo tako iz roke. In jaz sem se odločila, da bo, mislim, da 17. ali 16. april, četrtek pride v City teatru. Bomo imeli predstavitev plate, tako da evo, tega se ful veselim. Ene par komadov danes ne bo na koncertu, ki so mogoče malo bolj za na ploščo, pa ne toliko za live izvedbo, tako da, ampak ja, bo kar fajn koncert, po mojem to. Dobro, Main Stage seveda z nestrpnostjo pričakujemo. Kako pa je sicer, okolikor koga kaj zanima glede tebe, kje da lahko kontaktira, posluša, vidi? Seveda na Instagramu, ker sem še kar aktivna, lahko rečem, pa na YouTubeu tudi si lahko poslušate mojo glasbo. Se pa priporočam za streaming, ne, to je pa vedno najboljš. Tako da Eva Pavli je moje ime, če še kdo ne ve. In da še enkrat ponovimo za tiste, ki ste se kasneje priklopili, ena izmed zmagovalcev oziroma zmagovalk letošnjega natečaja Standouts 2024. Ob 10:15 koncert bo, povedala si, kdo je prišel s teboj. Želimo ti uspešen koncert. Najlepša hvala, da ste me izbrali, mi je v veliko čast in se zelo veselim. Tako da ob 10:15 se priklopite v živo in pa seveda posnetki bodo ostali in tudi Eva jih bo lahko delila v prihodnjih dneh. Hvala lepa. Hvala. Radio SI Main Stage.